Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes z veseljem pozdravljam v našem studiu našo drago Alenko, sodelavko, ki nam bo gotovo spet povedala kaj koristnega, ne? Kajti vsakič kar z dobrimi vtisi odidemo, ne? Aha, to pa to, ne? Če ne drugo nas spomniš na kaj, ne? Upam. Tako da dobrodošla v našem studiu. Danes bo tema precej vsakdanja, ne, lahko rečemo, pa tudi delikatna, ne, za nas nekatere. In sicer bo beseda tekla o debelosti. Vse več ljudi je žal debelih in to je kar problem, ne, kajti debelost povzroča tudi potem številne druge bolezni ali pa jih vse zaplete pošteno, ne, če je potrebno. No, vse zadnje tudi COVID, ne. Je COVID recimo kaj vplival na to, da smo se nekateri zredili? Verjetno so tisti časi karantene tudi na to vplivali, ampak bolj je pomembno to, da so debeli ljudje imeli bistveno slabšo prognozo, kadar so zboleli s COVIDom. Sploh tisto prvo tistimi prvimi oblikami je bilo glavni dejavnik tveganja za smrt ali pa za hude zaplete je bila prav debelost. No, zakaj? Zato, ker ljudje, ki imamo ali pa imajo precej prekomerno težo, pri njih se pravzaprav mnoge stvari v telesu dogajajo malo drugače. Praviloma imajo več tudi ateroskleroze, imajo manj funkcionalnega mišičja, ki ga rabimo za to, da normalno delamo. Preveč se v glavnem porablja v mahčaju, premalo v tistem pomembnem delu telesa, no tako preprosto povedano. Tako da zaradi tega je v zadnjih letih, mogoče lahko rečem v zadnjih letih, je prav se na svetu dogaja izjemno dosti raziskav, dosti novosti s področja zdravljenja debelosti in lahko povem vsem tistim, ki imamo kako kilo preveč, da bomo verjetno v prihodnosti začeli zdraviti debelost isto kot zdravimo povišan krvni tlak, isto kot zdravimo, ne vem, katerokoli drugo bolezen, ko torej pacient pride k zdravniku, pa bo zdravnik rekel, aha, vi imate pa preveliko telesno maso, ne govori se več o kilah in o tem, ampak o telesni masi. Midva bova pa dala vam zdravila, da boste imeli zdravila, s katerimi boste shujšali. Moram reči, da to v Ameriki, to zdravilo je že na trgu in je konstantno tako razprodano in tako velika potreba in povpraševanje po zdravilu, da ga v Evropi zaenkrat sploh ne moremo dobiti, ker ga ta farmacevtska družba, ki to dela, ne zmore toliko izdelati, no. Tako da prav odpira zdaj nove tovarne, da se bo to začelo. In je verjetno hujša epidemija, če gledam po številu, koliko jih zboli, kot mogoče celo COVID, ne, je debelost. Predvsem debelost pri otrocih, pri mladostnikih in to je tisto, kar nas determinira potem za celo življenje. Če smo kot otrok debeli, potem bomo imeli s tem težave celo življenje. No, zanimiva novica, torej, oziroma zelo dobrodošla je ta zdravilo. Očitno je torej že preizkušeno, ne, na ameriškem trgu. Že preizkušeno, pravzaprav se tudi pri nas to zdravilo že uporablja pri zdravljenju sladkorne bolezni, ampak v manjši dozi, ne, je v obliki injekcijske igle, injekcije, ki si jo daš enkrat tedensko, ampak pri nas jo zaenkrat lahko pač dobiš malo tako, ne čisto še po pravilih na beli recept, to da pomeni, da si jo sam kupuješ. In moram reči, da se res izjemno učinkovito znižuje telesna teža. Drugače pa je to zdravilo originalno za hujšanje v 2,5-krat višji dozi. In kar je zanimivo, to bo dobil bolnik na recept, ne, na zeleni recepti ne bo rabo plačati. Tako se vse predvideva, ker vemo, da čeprav je to zdravilo bo dražje in bo to zavarovalnica pokrila, bo to za državo vseeno ceneje, ker bi naj potem ti bolniki, ki tako na takšen način shujšajo, in to, kar je najbolj pomembno, to težo praviloma obdržijo, ne tako kot pri ostalih dietah, ne, to bo potem privedlo do bistveno manj drugih zapletov, drugih bolezni, predvsem recimo kakšne sladkorne bolezni, infarktov, srčnih kapi, vseh teh aterosklerotičnih, ne, kjer se dogaja nekaj z srcem in žilami, vseh teh dogodkov je potem bistveno manj in je pravzaprav ceneje za državo. Ja, tako da se potem, ne, to skompenzira vse skupaj. Ja, sicer pa poglejva to debelost, kakšen kilogram torej več tudi z pozitivne strani, ne? Ja, včasih pa človeku prav pride. Ja, v bistvu so delali kar nekaj raziskav na temo,
Ali je včasih tudi fajn imeti kako kilo preveč, ne? In je res jo imeti, sploh če kaj zbolimo, sploh če huje zbolimo, je fajn, če imamo kakšno kilo viška. Izkazalo se je, da tisti bolniki, ki so suhi, imajo nekoliko slabše preživetje pri raznoraznih rakastih boleznih ali pa hudih boleznih, če težje vzdržijo tista zdravljenja, ker nima več toliko rezerve, dostikrat telo več nima od kod vzeti, ne. Tako da v določenih obdobjih ali pa v določenih situacijah mogoče kakšna kila, zdaj to ne govorim o ekstremni debelosti, ampak o kaki kili preveč, tisto ni taki problem, je celo mogoče fajn. Medtem ko vse tiste hude debelosti, ne, kadar imamo vsaj 50 kilogramov preveč, tisto pa je zmeraj slab napovednik, da bomo katerokoli bolezen preživljali težje, da bomo jo tudi težje preboleli. No, pravijo recimo, da kilogram na trebuhu, ne, je 7 kilogramov za hrbtenico, ne, torej je kar verjetno biti debel problem tudi za kosti, ne? Za naša gibala, ja. Mogoče ne toliko za samo hrbtenico, no, ampak predvsem je hud problem za naša kolena, za naše gležnje, tudi mogoče kolke pri res ekstremnih debelostih. In vidimo, ne, se to mogoče vidim, da so več oddaje tudi po televiziji o teh ekstremnih debeluhih. Taki ljudje sploh se ne morejo postaviti na noge, ne morejo hoditi, samo ležijo v postelji, ker sklepi ne zdržijo takšne teže. Je pa res, no, mogoče bi tako, ne, povedala, da je, pravkar sem bila na enem kongresu svetovnem o tem in je strašna kampanja proti temu, da govorimo o kilah, ampak da se govori o telesni masi in da niso konkretne kile več toliko neko merilo, kdo je debel, da so lahko tudi ljudje, ki izgledajo mogoče na oko prekomerno težki, da niso debeli. Ampak da so pač, da je njihova telesna masa primerna. Zelo pomembno torej to, kakšno sestavo imamo telesno, koliko imamo mišic, koliko imamo mahčevja. To so sicer take stvari, ki se zelo težko točno dokažejo, mogoče samo v Ljubljani na tej ambulanti za to prehrano, tam imajo eno tako specialno slikanje, se naredi prav ena magnetna resonanca telesna in se točno vidi, koliko je v nas vode, maščobe in koliko je mišic. Ampak recimo imamo ljudi, kot so, ne vem, kaki bodybuilderji, ki so lahko imajo zelo dosti kil, ampak niso debeli, ne, ker so polni mišic, ne. Problem so tisti debeluhi, ki imajo malo mišic pa dosti špeha. In to je tudi glavna težava vseh teh popularnih diet, ne, ki jih poznamo, ki krožijo, ki jih ljudje nekateri non-stop delajo, od teh keto diet do, ne vem, raznih popularnih diet, kjer praviloma vedno hujšamo v špeh, ne, v mahčeve, ne v mišice. Mislim, obratno, tam praviloma hujšamo v mišice, ne v mahčeve. In zaradi tega, ko nehamo tako dieto delati, se vedno zredimo nazaj ali pa celo še praviloma kakšno kilo pridobimo. Tu ni druge možnosti. Pravzaprav, ko so primerjali vse ali pa večino teh popularnih diet med sabo, se je edina, ki se izkaže na dolgi rok, mogoče nekoliko koristna, je ta dieta z tem stradanjem vmesnim. Ampak tudi to je samo za eno res določeno skupino ljudi, za mlade, ne pri starih nikakor ni primerna, ker se enkrat na dan samo je. Ampak vse ostale diete, tudi te keto diete, vse to na žalost na dolgi rok nima nobenega uspeha. No, s tem, da verjetno, ja. Slaba novica, ne? Ja. No, glede na to, da je ogromno teh nekih preparatov, tabletk, čudežih, ne, verjetno je to vse skupaj larifari. Ja, res je. Moram reči, da obstaja zdaj sicer nekaj zdravil, ki jih se lahko napišejo in pomagajo pri hujšanju, ampak razen tega novega, o katerem sem prej glih govorila, da tudi bo pri nas leta 2024 predvidoma, ko je prišlo na trg, da razen tega, v bistvu so vsa zdravila takšna, da ko jih nehamo jesti, da če mi nismo v tem času nič spremenili pri sebi, bojo prišle kile nazaj. Ampak ne, ta zdravila bi naj imele pač eno tako motivatorsko vlogo tudi, da ko ti vseeno shujšaš in recimo imaš neko zdravilo, obstajajo v obliki tabletk, pa tudi pač ta injekcijska zdravila, bi naj probali izkoristiti ta čas, ko kilogrami grejo res lepo dol, da se začnemo več gibati, kar je najbolj pomembno, da začnemo pametno jesti, jaz nikoli temu ne rečem zdravo jesti, ampak pametno jesti. Ampak glavno je,
kombinacija tega, ne. In da ena še stvar, na katero se dostikrat pozabi, in jaz to dostikrat vidim pri pacientih, ne, da so s temi kilami grozno obremenjeni, nesrečni in potem v bistvu grejo neke diete, kjer stradajo in trpijo in se slabo počutijo in imajo slabo samopodobo in v glavnem so totalno nezadovoljni. Takšen pacient ne bo nikoli prav shujšal in tudi ne bo nikoli zadovoljen in je treba strašno dosti delati tudi na tem, da smo sami s sabo na nek način zadovoljni, kakršnekoli že smo. In zdaj v svetu poteka prav kampanje, ne, kako ta body shaming, reče Angleži, ne. Tudi družba je zdaj tako naravnana, ne, da mlade punce, ki so prekomerno težke, niso lepe, da so lepe tiste prave, ne, fotomodeli, da je debelost nekaj grdega, da vse je naredilo na to, da so lepi, vitki ljudje, ne. Ampak nekako se zdaj poskuša, da se bi tudi v medijih in vsem tem več ne bi govorili toliko o tem. Vse vidite tudi na teh raznih modnih revijah, zdaj ti svetovni oblikovalci že noter hodijo normalne ženske, tudi, ne, čeprav je še vedno onih ta fejst suhih več. Tako da se proba tudi ta podoba, ne, kaj je prav, pa kaj ni prav, da se tudi to proba malo spremeniti, ker ne, res je in dejstvo je, da debelost ni samo posledica neke lenobe, pa neke zanemarjenosti, pa nekega, da pač preveč ješ, pa se ničesar ne držiš, ampak je na žalost, in to je res dokazano, zaradi tega se bo to vedno bolj tretiralo, oziroma se že tretira kot bolezen. V bistvu gre za en veliki mehanizem v našem telesu, kjer številni hormoni, pač, ki pri tem sodelujejo, enostavno pri določenih ljudeh z enako količino energije, ki jo vnesejo ljudje s hrano, pri nekaterem so ljudje vseeno vitki, pri nekaterih pa to enostavno takoj gre v neke zaloge mahčajo po telesu. Tako da je to lahko kar eno tolažbo, ne, mnogim od nas, da enostavno nam genetika ene stvari položi v zibelko in jih ne moremo spremeniti. Pomembno pa je, in tudi ni pričakovanje, tudi kasneje, ko bomo zdravili to, da veste, da bi bili vsi kot fotomodeli, ne. Ni to naše pričakovanje. Naše pričakovanje je to, da imamo tako telesno maso, da smo v njej se dobro počutimo, da smo lahko fejst pa dovolj fizično aktivni in da nimamo nobenega tveganja, večjega tveganja od ostalih za to, da razvijemo, ne vem, srčni infarkt ali pa dobimo možgansko kap ali pa da dobimo sladkorno bolezen, ne. Tako da, to je razlika. Kar se tiče števila, torej ljudi z večjo, višjo telesno maso, kako se recimo to ugotavlja? Koliko odstotkov recimo je v državi takih ljudi? Prevladujejo recimo? Ja, zdaj po neki raziskavi, ki je bila narejena, zdaj ne vem koliko časa, nedolgo nazaj, je bila narejena med otroki, je v bistvu imelo skoraj 60% otrok prekomerno telesno maso. Bilo pretežkih za svoja leta in za svojo velikost. Zdaj to so pač neke take presečne študije, recimo v Ameriki, Amerika je družba debeluhov, ne. Ameriki, tudi če že greste po ulici, je prav neverjetno koliko, ampak res debelih ljudi, ne malo povečano težo, ampak takih ljudi srečaš, ne. Tudi njihove številke konfekcijske v trgovini so čisto drugačne, ne. Tisti, ki pri nas nosijo L, bojo verjetno v Ameriki kupovali S, ne. Najmanjšo velikost, zato ker so že dimenzije drugačne, ne. In nekatere družbe so res izrazito takšne, na žalost je tudi Slovenija v zadnjem času po številu predebelih otrok zelo visoko v Sloveniji. Torej, najbrž ne je glavni vzrok za povečanje telesne mase hrana, ne? Hrana in premalo gibanja. Nepravilna, Ja, ampak najbrž so tudi lahko kakšni drugi vzroki, no. Omenili ste že genetiko. Absolutno, ne, saj veste, če sta ata in mama debeluha, imata zelo veliko težo, je zelo mala verjetnost, da bo otrok suhec, ne. Res, ne, zato že ker je drugače, ker se odnos do gibanja je drugačen in predvsem, na žalost, tudi v njegovem telesu so vsi ti mehanizmi, razni hormoni, ki sodelujejo pri tem, kako se hrana prebavi, kam se transportira energija in vse to deluje drugače. In če bomo dali takega otroka, pa otroka dveh suhecev skupaj, pa jih bomo enako hranili in enako bosta se gibala in vse, bo ta vseeno debel, ta pa vseeno suh, ne. To je razlika, ki se je izkazala, da na žalost to velja. Tako da je treba tu imeti eno zdravo kmečko pamet in tudi s strani nas, ki to gledamo, ne,
recimo nas zdravnikov ali pa tudi okolice, ne, je res ne sme biti tistega obsojanja, tisti pa lenuh, tisti pa ne vem, nič ne narediš za sebe. Enostavno včasih to ni možno. Zdaj, odkar obstaja to novo zdravilo, ne, tudi v Sloveniji, in ga lahko pišemo na beli recept tudi tistim, ki so prekomerno težki, pa nimajo sladkorne bolezni, ga seveda jaz kar dosti uporabljam, ne, pri svojih bolnikih. In prav vidimo, ne, da nekateri krasno shujšajo, grozno, lepo shujšajo in to težo pozneje držijo, ne, če jemljajo zdravilo naprej. Nekateri pa kljub temu ne shujšajo tako zelo, ne, zato ker mogoče ima kaki malo drugačen ta hormonski ustroj, ampak kljub temu shujša. In vseeno nekako se potem zanašamo, da takšen človek, če bo vse nekaj shujšal, pa bo postal zaradi tega malenkost bolj telesno aktiven, pa bo mogoče pri tem zdravilu še finta ta, da nam več ne paše taka zelo sladka, pa zelo izdatna hrana. In pojemo 40% hrane manj, ker ne moremo, ker ima pač ene take vplive na telo, da bojo ljudje se začeli drugače hraniti in bojo kljub temu se bo njihovo zdravje za naprej bistveno popravilo, no. To so tudi pokazale vse raziskave, ki so bile narejene. Tako da se splača ene stvari spremeniti in veselim se leta 2024, ko bi nepredvidoma to zdravilo končno prišlo tudi v Evropo, ker bo verjetno kar mnogim ljudem pomembno spremenilo življenje. No, kaj pa tisti ljudje, ki torej shujšajo, ne? Ostane jim povešena koža, imajo tudi kar nekaj problemov potem, ne? Kako pa to se rešuje? To predvsem vidimo po teh operacijah želodca, ne, bariatričnih se tako se imenujejo, kjer potem pacientom se na razne načine želodec ali zmanjša, ali se da gor en taki obroček, v glavnem, da se želodec začne more tako polniti. In ti ljudje morajo tudi po operaciji izjemno disciplinirano jesti, lahko jejo res po žličko, pa eno žličko, 2 žličke in tak. In praviloma res zelo dosti shujšajo. In potem na njih ostane ena ogromna količina odvečne kože, ki postane veliki problem, ne? Ker je na koncu je koža tista, ki potem ne izgleda lepo. In to se potem seveda rešuje s plastično kirurgijo. In se poskuša te stvari nekako počasi odstranjevati. Je pa res, izkazalo se je, da te bariatrične operacije, kar velik procent teh bolnikov se na koncu zopet nazaj zredi. Zaradi tega, ker če se res ne držijo strogo tega režima in niso vztrajni naprej, se želodec počasi, tisti preostanek mali, ki je ostal, zopet začne raztegovati, ker želodec je pač ena vreča, ki se lahko raztegne na veliko, ne. In potem se dosti se jih kar v parih letih ponovno nazaj zredi, no. No, to me je vedno zanimalo, kako to izgleda ta operacija želodca, kako želodec zaprejo, torej oziroma zmanjšajo? Dve taki tehniki sta najpogostejši, ena tako imenovana tehnika prstana, kjer pravzaprav, če si predstavljam, da imamo požiralnik in potem se ta požiralnik odpre v eno vrečo, ki se potem nadaljuje v črevo. Pač na en del v želodcu nastavi tako ten prstan, en taki zažemek. In s tem pravzaprav iz ene velike vreče naredijo recimo, da 2 manjši, ne. To ali pa ena takšna, kjer se reče kot en rokav, kjer uvihajo želodec in naredijo kot iz ene vreče, ne, uvihajo kot v en rokav, da izdela eno manjši želodec, ne. To so take tehnike, operacija pravzaprav ni niti tako strašno zahtevna. Je pa res, da je treba pred to operacijo narediti marsikaj. Predvsem imate od psihologa in psihiatra do seveda vseh drugih pregledov, ker to ne smemo delati, ne vem, ljudem, ki imajo poškodovana jetra, ne smemo delati psihiatričnim bolnikom, ki bi potem se zopet prenažirali naprej, ne, ker je lahko takoj po operaciji, če res ni tistega reda, lahko celo do smrti pride, ne. Ker bi se človek preveč najedel in ne bi to zdržal naša prebavila. Tako da je to tak en postopek, ki ga nekateri strašno zagovarjajo, ampak v nekih sodobnih pogledih zdravljenja debelosti pravzaprav je to ena skrajna oblika, ki več nima takega visokega mesta. No, pa se ljudje odločajo še za to? Absolutno, ja. Kar precej. Pri nas to delajo na nekaterih kirurgijah po Sloveniji, zelo popularen je recimo Slovenj Gradec. V tujini, recimo v Ameriki, pa je to ena taka mimogrede operacija, kjer lahko greš, se za njo odločiš in jo greš narediti, ne.
Tako da, ja, je popularna, ampak je treba biti previden komu in kak, ne. In mislim, da zdaj res prihajajo neki drugačni načini znižanja telesne teže, ki bojo verjetno več koristi naredili za pacienta kasneje. No, da se vrneva še k tem čudežnim tabletam, ne, ki bodo... Injekcije bodo torej? Injekcije so, enkrat tedensko se dajejo. Aha, no, leta 2024, torej, ko bomo potem vsi vitki, ne? Verjetno pa bodo imele te injekcije torej stranske učinke. Ja, imajo tudi neke stranske učinke, predvsem imajo stranske učinke, da tam nekje kakšen drugi dan, ker to zdaj že vemo, ker mi to zdravilo že uporabljamo, ne. Kakšna slabost je lahko tam drugi, tretji dan po injekciji, lahko včasih kako zaprtje, lahko so driske. Ampak tak nekih strašno hudih stranskih učinkov pravzaprav ni, ne. To je super stvar. Ni se izkazalo, da bi prišlo do nekih hudih življenjsko nevarnih zapletov. Predvsem so bolj te težave z nekimi slabostmi, zaprtji, mogoče bolečinami v trebuhu, krči v trebuhu, driskami, ne. Večina ljudi nima nekih težav, ker ponavadi začnemo z eno manjšo dozo, pa se to dviguje. Tako da nas to niti tako ne skrbijo, ti stranski učinki, ne. Dostikrat jih celo ljudje, recimo nekateri ljudje imajo drisko, ampak jim to celo nekako na nek način včasih ustreza, ne. Ker je praviloma bolj takrat, ko poje kako tako hrano, ki je mogoče bila preveč mastna, preveč izdatna, takrat enostavno naša trebušna slinavka takrat tistega ne more prav prebaviti in imamo drisko, ampak nekatere to niti ne moti. Tako da nekih praviloma hujših težav ni. No in kaj pa naredijo torej ta zdravila oziroma te injekcije? Na kakšen način pomagajo torej telesu? To zdravilo ima vpliv na več stvari v našem telesu, na naše možgane, ker zmanjša občutek za apetit. Potem recimo pomembno zmanjša praznjenje želodca. Hrana se dlje časa zadrži v želodcu, zato imamo tisti občutek sitosti zelo dolgo in več ne moramo toliko pojesti. In zaradi tega recimo sčasoma ti ljudje 40% manj pojejo, ker ne more si niti več toliko nadevati, ker ne more jesti. Potem vpliva na trebušno slinavko, na jetra, na ledvice celo. V glavnem vse povsod na to presnovo potem v telesu, kako se presnavlja hrana, ki pride v telo, kako jo telo porabi, ne. Ali jo porabi za to, da jo naloži v špeh, ali jo porabi za to, da se nahranijo mišice, da organi boljše delujejo. Tako da ima res številne učinke, ampak tista dva, ki vplivata najbolj na težo, sta tisti učinek na možgane in učinek na sam želodec, ne, na praznjenje želodca. Razumela sem vas na začetku, da bodo to tablete, ne? Ne. Obstaja tudi v obliki tabletk za zdravljenje. To je eno zdravilo, ki ga zdaj že uporabljamo za zdravljenje sladkorne bolezni in ga uporabljamo v obliki tabletk in v obliki injekcij. Ampak tudi te injekcije, ki so zdaj, če se pacienti to kupujejo in si dajo, je to že zdravilo, ki je bilo leta 2024 na trgu. Ampak takrat 2024 pa pride samo injekcija, ki se daje enkrat tedensko, izjemno enostavno. To vidim, da tudi starejše bolnike naučimo brez težave, da se topičijo. In se mi zdi taka fina stvar, ker je enkrat tedensko, ni nekega posebnega režima, kdaj bi moral se to dati. Pač si daš, ko lahko, ampak približno na en teden pa res mora biti. In je to, ne. Zelo enostavna stvar, ne boleča. Iglica je taka kot naš človeški las, tako da jaz sem se probala pičiti, sploh ne čutiš, da se pičiš. Tako da je res enostavna stvar, ne. Prihajajo celo še neka nova zdravila, še to z nečim dodano. Tako da jaz mislim, da dejansko se bomo proti debelosti začeli v nekaj letih se o njej pogovarjati kot o visokem tlaku, kot o migreni, kot o astmi, kot o eni taki bolezni, ki jo pač človek ima in jo je treba zdraviti. In bo to verjetno kar malo spremenilo. Upam, da pogled vseh nas na prekomerno maso, ne, da lahko izberem izraz maso, ne težo, na debelost samo, no. No, zanimivo, verjamem, da bova potem leta 2024 še kaj povedali na to temo, ne. Verjetno bodo vmes še kakšna nova dognanja. V glavnem pa zdrava prehrana, gibanje, to je tisto, kar človeka naredi fit, ne glede na to, da če ima kakšno kilo več ali manj. Zdaj, ne, to zdrava prehrana, to mogoče fajn, če se malo samo tega dotaknemo, ne, zdrava prehrana. Kaj je zdrava prehrana, ne? O tem je tudi ogromno govora, ne. Zdravniki ponavadi nekaj svetujemo, pa v vseh medijih je konstantno o tem, ampak zdrava prehrana
je pravzaprav hrana, ne, recimo ena taka stvar so vedno ogljikovi hidrati, o katerih je ogromno govora in se veste, vseh teh dietah se ogljikove hidrate, koliko se le lahko črta ven, ne. Ampak ogljikove hidrate naše telo rabi, da lahko naši možgani funkcionirajo. Maščobe potrebujemo, da lahko naši možgani funkcionirajo. Ampak seveda to mora biti vse v nekih normalnih mejah. Tudi prehrana, kjer jemo samo presno zelenjavo, ni zdrava hrana. Je nezdrava hrana in ni primerna. In bomo imeli strašno dosti težav s prebavili. Danes gledamo, opazujemo en ta trend mladih, predvsem punc, ki so vegetarijanke, veganke, jejo ogromno sveže zelenjave in konstantno prihajajo s težavami v želodcu, z napihovanjem, z driskami, z težavami s kožo, z vsem tem, samo zaradi tega, ker pejo preveč takih stvari, ne, ker tudi niso pametne. Tako da je treba biti eno zdravo kmečko pamet pri tem uporabiti. Fajn je, da jemo stvari, ki jih imamo v svojem okolju, da jih jemo v normalnih količinah. Če imamo kakšno kilo preveč, če se sami sebi ali pa nam drugi povejo, da mogoče smo malenkost, bi lahko bili malo, ali pa da imamo tako maso, da se malo težje gibamo, poskusimo si zmanjšati obroke, da so malo manj si nadevamo na krožnik, pa večkrat jemo, ampak jesti je pa treba in jesti je treba vse. Pa še, kar se tiče telesnega gibanja, ne, to bi tudi mogoče samo en komentar, ker to pogosto vidim, da mi rečejo, jaz se ogromno gibam, ogromno hodim. Super, hoja je krasna stvar, ampak hoja ni tisto gibanje, ki bi nam, to ni telesna vadba. Hoja je telesna vadba samo, če hodite tako hitro, da pri tem fajn zašvicate in da se vam fajn dvigne puls. Sprehajanje, magari je to 10 km na dan, nam pa pač nažalost pri samem tem izgubljanju teže ali pa pri nekem zadržanju teže kaj dosti ne pomaga. Tako da bi bilo fajn po nekih priporočilih, da 150 minut na teden bi naj bilo takšne telesne vadbe, kjer se mi zadihamo, kjer se zašvicamo in kjer nam utrip naraste, ne. Tako da si mogoče lahko to razporedimo, ali je to 3x na teden po 50 minut, ali je 5x na teden po pol ure, ali pač ampak ne bo nekje 150 minut tedensko. Raziskave, ki so jih delali, ne take velike in dolgo so trajale, so pokazale, da je to tista količina časa na teden, ki ga moramo porabiti za to. Če bomo to tako delali, bomo lahko vzdrževali telesno težo, ki jo imamo, ali pa celo shujšali. Ne, ampak bi pa vseeno rada, ne, da ko midve zaključimo, da ne damo vtisa, da morajo biti vsi vitki in suhi in da morajo vsi hujšati, ampak bi rada, da se ljudje dobro počutijo, ne, v svoji koži, tudi tisti, ki imajo kar nekaj kil preveč, da so nekako zadovoljni, ampak da vse kaj probajo, da vseeno probajo skrbeti za svoje zdravje na splošno in da tudi, če so težki, težki, da pa probajo mogoče neko telovadbo doma, ali pa da probajo si vse malo zmanjšati obroke, no. Ne, tak. No, nema zaključila, kot da zdaj morajo vsi hujšati. To ne bi bilo prav, ne. In biti vitki, ne. Tako, ja. Tisto manekensko. Manekensko vitki ne rabi biti, ne. Alenka, hvala lepa za čas, ki ste si ga vzeli danes zopet za družbo oziroma za predstavitev teh čudežnih tabletk, ne, to nas najbolj vznemirja sedaj v tem trenutku. Veliko je bilo koristnega povedanega, tako kot vedno, tako da se vam zahvaljujem za sodelovanje. Bi še kaj dodali? Jaz bi samo rada še mogoče enkrat o teh dietah, ne. Rada bi nekako najine gledalce, ne, pozvala, da vse te čudežne diete, s katerimi bi boste čudežno shujšali, ne, na razne načine, z raznimi režimi hranjenja, enimi čisto bizarnimi pravzaprav, nikoli to ni rešitev in to so samo rešitev na zelo kratek rok, ki prinesejo ogromno odpovedovanja, ogromno slabe volje, predvsem pozneje, ko boste s dieto prenehali, ko bo šle kile absolutno nazaj gor. Tako da se mi zdi, da je fajn, da se začnemo imeti sami sebe najrajši in probamo skrbeti za to, da ostanemo zdravi, ne, na takšne načine, kot sva povedali, ne. Tako. Ja. Če tudi je kakšen kilogram več. Če tudi je kakšen kilogram preveč. Ja. Hvala lepa, se vidimo znova 3. ponedeljek v mesecu novembru. Ja, hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Alenka Simonič, doktorica medicine, specialistka družinske medicine, je bila danes znova z nami. Pa se torej vidimo 3. ponedeljek v novembru, ta čas pa vam želimo veliko zdravja. Imejte se radi in kakšni smo, takšni smo. Srečno do prihodnjič.